Spoštovani udeleženci današnjega strokovnega posveta, visoki gostje, cenjeni referenti, še posebej v dvorani Državnega sveta prav lepo pozdravim prisotne veterane slovenske osamosvojitve in samostojnosti. Zelo me veseli, da v sodelovanju s pobudniki tega posveta Državni svet Republike Slovenije lahko nadaljuje vlogo ustvarjalnega povezovalca zgodovine kot znanosti in zgodovine kot izkušnje, spominjanja in spomina. Usodni dogodki izpred 20 let, ki so prvič v zgodovini našega naroda omogočili dovolj trdne temelje za graditev lastne države, zahtevajo institucionalizacijo spomina na osebni in kolektivni ravni. Ob tej priložnosti naj s ponosom poudarim, da se Državni svet Republike Slovenije že doslej izkazal kot tisti pluralni družbeni prostor, ki so ga snovalci ustave na samem začetku predvideli kot prostor široke demokratične razprave kot platformo civilne družbe, ki omogoča demokratično srečevanje mnenj o odprtih vprašanjih celotne slovenske družbe. Razprave, kot so v preteklih letih potekale v državnem svetu, so tudi že prispevale posvetliti nekaterih sivih lis in neznank v naši polpretekli zgodovini. To se nam, državnim svetnikom, ki prihajamo iz raznolikih idejnih, političnih in interesnih okolij, zdi še posebej pomembno. Kajti kot se je ob neki priložnosti izrazil naš kolega dr. Jan Golob, ki v Državnem svetu Republike Slovenije predstavlja interese raziskovalne dejavnosti, je s problemi naše novejše zgodovine treba razčistiti, saj se le narod z enotnim pogledom na preteklost lahko pričakuje srečo v prihodnosti. Ustanovitev manevrske strukture sodi med prelomne dogodke slovenske zgodovine narodne zaščite v letu 1990. Ta je bila oblikovana v izjemno zapletenih političnih razmerah, ki so bile značilne za mesece tik po prvih demokratičnih volitvah od aprila 1990 do ustavnih sprememb oktobra 1990. V tem polletnem obdobju je bilo že jasno, da se popkovina SFRJ pospešeno trga in da se rojeva nova država Slovenija. Realna je postajala možnost, da bo za uresničitev političnih odločitev treba poprijeti za orožje. Ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite zato pomeni rojstvo naše lastne slovenske obrambne suverenosti, naše lastne oborožene sile, saj je bil cilj jasen zaščititi nastajanje nove slovenske države. Dogodek je v času, ko smo razpeti med strahom in pogumom zrli v negotovo prihodnost, vlival novo samozaupanje. Samozaupanje, uspeh, tudi v primeru oboroženega spopada z jugoslovansko vojsko, ki je s topovi usmerjenimi na simbole slovenske nacionalne identitete, kot so slovenski parlament, RTV in številna podjetja, sama jasno pokazala, da ne more biti več naša skupna ljudska armada. Manevrska struktura narodne zaščite je bila trden dokaz in sporočilo Beogradu in vsej svetovni javnosti, da smo Slovenci odločeni tudi z orožjem zaščititi naše sanje, ki so se komaj začele uresničevati. To je dokončno potrdil tudi plebiscit konec leta 1990. Za osamosvojitev se je odločilo 85,5% volivcev oziroma kar 95% udeležencev. Poti nazaj več ni bilo. Zavest o samostojni poti je dozorevala dolgo. Bila je posledica predhodnih zgodovinskih zahtev in delovanj od taborskega gibanja, Majniške deklaracije 1848. leta, Majstrovih borcev in narodno-osvobodilnega gibanja med drugo svetovno vojno in dalje,
bila je posledica liberalnih teženj v slovenski družbi v 60. in 70. letih. Za marsikoga je bila boleča, saj so nas z bivšo skupno državo vezale številne vezi. Pokanje teh vezi je po Titovi smrti dokončno pospešil samooklicani vojaški avtoritarizem ter vzpenjajoči se velikosrbski nacionalizem. S tem se je zrušila še zadnja predstava o mirni in uspešni perspektivi življenja jugoslovanskih narodov pod isto streho. Zato je priprava slovenskega političnega vodstva, policije in oboroženih sil lahko dozorela šele, ko se je zgodil premik v simbolno-ideološkem smislu. Pavle Čelik je v neki priložnosti dejal, da se je moral zgoditi prelom v glavah. To pomeni, da je bilo treba preklopiti iz ideologije o bratstvu in enotnosti, ter v Jugoslaviji iluzij ni bilo več. Nastopilo je spoznanje, da je čas za samostojno pot. Ljudje, ki so se tako odločili, so na kocko postavili svojo kariero, službo, družino in tudi svoje življenje. Izid konflikta takrat ni bil znan. Nihče ni vedel, ali bo spopad trajal nekaj dni ali morda nekaj let. Ustanovitev manevrske strukture je bila prvo dejanje priprav na oboroženo zaščito osamosvojitvenih procesov. S tem, ko smo se Slovenci uprli izročitvi orožja jugoslovanske armadi, smo se uprli kapitulaciji. Kajti vojak, ki preda svoje orožje, se uda, kapitulira. Dokazali smo, da se državo zaslužimo, kajti eden od elementov suverenosti vsake države je tudi element vojaške moči. Plebiscitarne želje ne bi bilo možno uresničiti, če poleg volje ljudstva za njo ne bi stala tudi realna moč. Spoštovani, manevrska struktura narodne zaščite je danes simbol narodne enotnosti Slovencev v prelomnem času zgodovinske odločitve za lastno državo. Tega epohalnega sporočila se ne morejo dotakniti dvomi in nemorebitne sive lise v zgodovini. Zgodovina kot znanost vselej nastavi pogledala. Časovna distanca, obrusi delitve in prestižne boje in daleč presege čustvene komponente, ko postopno zapomni tudi vrzeli neznanje. Veliko bolj je zato pomembno tisto, kar se iz zgodovine naučimo, kajti s to popotnico se oblikujemo strategijo za prihodnost. Spoštovani, 20 let po usodnih dogodkih, ki so nas vodili v samostojno državo, se še vedno nahajamo v fazi institucionalizacije spominja na osebni in kolektivni ravni. V ta kontekst sodi celoten današnji posvet. Osebni spomin in kolektivno spominjanje se medsebojno prepletata ter vplivata eden na drugega. Danes bomo slišali veliko analitičnih refleksij in osebnih pričevanj. A za funkcioniranje stabilne družbene skupnosti je oblikovanje konstitutivne tradicije ključnega pomena. Saj predstave o sebi, predstave o drugih vplivajo na razumevanje kompleksnosti sveta in oblikujejo strategije vstopa v prihodnost in seveda vplivajo tudi na praktično ravnanje. Naj zaključim željo, da naj današnji posvet kot soočenje zgodovinopiscev in veteranov slovenske samostojnosti doprinese pomemben prispevek zgodovinski zapuščini za prihodnje rodove. Naj bo tudi prispevek k krepitvi gostote zavesti o ciljih in smereh potrebnih družbenih sprememb danes. Hvala.